Moram reči, da je odmevnost te prireditve, ne samo nagrade meni, ampak celotne prireditve edinstvena, bila zelo velika in sem slišal tudi iz Hrvaške zanimanje za to prireditev in tam so me vprašali to, kar želite najbrž. Od mene so me vprašali, ali bi enak Bob predlagal tudi za Hrvaško in moj odgovor je bil, da seveda to je bil Bob za Slovenijo in za leto 2010, za Hrvaško leta 2011 bi pa morda bil bolj primeren Bob, ki se bi glasil približno takole. Na teh prostorih je do sedaj veljalo, da so na najvišje državne funkcije prihajali ljudje iz zapora, zdaj se pa dogaja ravno obratno. Z remontom slovenske ustave v zvezi z ustavnim sodiščem ni še nič. Kaj pa bi vi na novo vpisali v ustavo, če bi lahko? Na srečo noben posameznik ne more ustave spreminjati. Jaz se strinjam, da se ustavo spreminja z tresočo roko in to ne posameznika, ampak ob velikem, širokem družbenem soglasju. Če bi pa vendarle imel to možnost, bi spremenil določbo, ki se nanaša na starost, pri kateri se pridobi volilna pravica. In sicer bi zmanjšal to starost za 18 na 16 let in s tem dal mladim generacijam večjo vlogo pri sprejemanju političnih odločitev v parlamentu in posledično seveda tudi in tako v lokalnih skupnostih, kot tudi pri drugih odločitvah v organih, ki jih postavlja parlament. Zakaj se mi zdi to smiselno? Prvič zaradi tega, ker mislim, da še zlasti v krizi je prav, da so naše odločitve dolgoročno usmerjene. In ni prav, da starejša generacija, se pravi stari kot sem jaz, nekoliko mlajši in starejši, odločamo o tem, kaj bo čez 20, 30, 40 let, namesto in v imenu tistih, ki bodo takrat še živeli in seveda čutili posledice teh odločitev. Menim pa tudi z drugega vidika, da ni nobenih zadržkov z vidika usposobljenosti mladih, da bi to lahko počeli, ker je v času interneta možno mirno ugotoviti, vsaj zase jaz tako lahko ugotovim, da današnji 16-letnik je sposoben poiskati informacije, znanje, dobiti podlago za odgovorno odločanje 100-krat bolj, kot sem bil sposoben to jaz takrat, ko sem bil star 16 let.